Pozdravljeni v avtomobilnosti. No, zdaj pa smo pred tistim težko pričakovanim trenutkom, ko bomo postregli z rezultati našega eksperimenta. Nastal je ob veliki pomoči sodelavcev iz Vala 202 in seveda nikakor in sploh ne brez vas, voznice in vozniki. Še posebej tisti, ki ste se v tem času vozili v jutranjih konicah iz štajerskega dela v Ljubljano in iz dolenjskega in seveda popoldan nazaj. In če najprej, preden gremo k samim rezultatom in eksperimentu, pogledamo v tole knjižico o prometnih predpisih iz leta 1969, kjer piše takole. Varnostna razdalja s temeljnim zakonom o varnosti prometa torej ni predpisana v metrih, temveč je prepuščena voznikovi oceni. Voznik mora torej sam pravilno oceniti vse okoliščine, od katerih je odvisna varnostna razdalja. Posebej pa mora paziti na to, da bo varnostna razdalja ustrezala njegovi zbranosti, pozornosti in zmožnosti pravočasnega zaznavanja prometnih okoliščin. Prav gotovo pa ne sme precenjevati svojih sposobnosti. Pisci prometnih pravil in zakonov pred 50 leti so se očitno zanesli na pamet voznikov. Tudi mi smo se in obrestovalo se je. Vozite s primerno varnostno razdaljo, brez hitrega pospeševanja in zaviranja. Tako lahko na primer vozniki, ki se peljejo iz Ljubljane proti Štajerski in Dolenjski, po avtocestnih odsekih Ljubljana-Trojana in Ljubljana-Višnja Gora potovalni čas skrajšajo tudi za 10 minut. Pozdravljeni. Prometni zastoji so mora mnogih voznikov po svetu, seveda tudi pri nas. No in dejstvo pa je, da smo velikokrat za zastoje krivi vsaj malo tudi vozniki sami. Torej, v tednu med 22. in 26. oktobrom smo pri nas na Valu 202 v sodelovanju z avtomobilnostjo in seveda s pomočjo Darsa preverjali, če nam s pozivi zjutraj in zvečer res lahko uspe, da bi naša pot v službo bila krajša oziroma čas potovanja. Vse naše primerjave temeljijo na 15-minutnih obremenitvah. Zahtevana varnostna razdalja med vozili znaša časovnih 2 sekund. To pomeni, da v 1 minuti neko točko prepelje 30 vozil. To v 1 uri pomeni 1800 vozil, če so seveda strnjena ena za drugo. Na 2 voznih pasovih to pomeni 3600 vozil. Ko se urne obremenitve približajo, torej 3600 vozil, takrat začne vozna hitrost na teh vpadnicah v Ljubljano padati. Padajo seveda zelo različno. Najbolj pade hitrost vozna na štajerski vpadnici, najmanj pa recimo na primorski. Kateri krak je torej v našem eksperimentu uspel prepeljati več vozil? Zmagovalec je dolenjska smer, Dolenjci so zmagovalci. Kjer so pravzaprav na naše zelo tako prijetno presenečenje bile konice tudi 1180 vozil. To je izredno dober podatek. Uspeh voznikov poslušalcev Vala 202 še bolj pokaže primerjava enakih meritev v preteklih 3 letih, ki pokaže, da so Dolenjci pretočnost prometa dvignili za 5, Štajerci pa za 2%. Da si bomo lažje predstavljali, to pomeni, da bi voznik od Obrežja do Ljubljane prispel enako hitro, kot če bi bila cesta prazna, oziroma ne bi porabil 4 minute več kot recimo v preteklih obdobjih. Pravzaprav smo veseli, da se pozna, nismo vedeli, kaj bo iz tega, ne, Andrej, ampak rezultati so tu. Sporočilo je na dlani. Ne? To so zelo dobri rezultati, ki nam pa povedo vsaj dvoje. Prvič je to, da več kot očitno je to problematika, ki ljudi zelo zadane. Saj to vemo vsi, to ni velika ugotovitev. Druga pomembna pa je, ker teh problemov v prometu je še zelo veliko, ki se nas zelo dotaknejo. Ampak zelo veliko je takih, na katere smo popolnoma postali imuni ali smo jih akceptirali kot nekaj, kar v našem življenju obstaja. Tudi ta monotona dnevna vožnja v službo in nazaj se pogosto zdi, in to je mene najbolj skrbelo, da je to en od tistih problemov vsakdanjih, ki jih vzameš v zakup svojega življenja in je tako in nič se ne da narediti. No, očitno je kritična masa voznic in voznikov, ki mislijo in razumejo, da so del tudi rešitve, ne samo problema, dovolj velik, da so se aktivno podali na to reševanje. To se mi zdi
To se mi zdi izjemno pomemben podatek, ker na tem se pravzaprav da zdaj graditi naprej. Drug, enako pomemben pa se mi zdi ta, da je Val 202 ne samo tako nacionalno močen radio, ampak da je z vašo pomočjo vsak voditelj se je začutilo, da dajo več kot samo del sebe, ampak pravzaprav kreativno pristopajo k temu, da bi to sporočilo, ne bilo samo še eno od sporočil, ker kaj mi govorimo? Varnostna razdalja, ampak varnostna razdalja, to vsi vemo, kaj je, Vsi vemo tudi njene pozitivne učinke, tako v varnosti kot pretočnosti. Da pa reagiramo na sporočilo, je pa zelo druga stvar. Vez med voznikom za volanom in radijem je izjemno močna že desetletja. Poslušalci so najverjetneje zelo hitro zaznali to akcijo oziroma ta poskus in se tudi po večini zelo dobro odzvali. Tako rekoč nismo imeli negativnega odziva na to, ker so se enostavno, jaz domnevam, prepoznali v tem. Če prepoznam, da mi to na poti v službo v tistem trenutku pomaga, sem pripravljen reagirati, če je res dovolj velika identifikacija s tistim, kar mi sporočilo prinaša. In ni šlo za sporočila vozite varno, v bistvu to so bila ključna sporočila, ampak povedana drugače, konkretneje in ne na način vozite strpno, upoštevajte varnostno razdaljo, ker slišimo tako rekoč na vsakem koraku in vsak dan. Če bi se spomnili na odzive v tistem tednu, ki smo jih prejemali tudi tu, je bilo nekaj zanimivih. Ljudje so občutili, da se peljajo hitreje, to priznavali, se nam oglašali. Eden izmed teh je bil prav zabaven, da ne rečem kaj drugega. Namreč eden izmed poslušalcev nas je vprašal, zakaj smo prenehali z akcijo, ker so zdaj spet zastoji. Ja, nismo prenehali z akcijo, ne. To je nekaj, kar mora ostati, sigurno. Ne. Ni prepovedano se še naprej voziti s primerno varnostno razdaljo, z mirno nogo. Še več, zdaj, ko smo pokazali promet, to kaže, da je to živ organizem, in da smo vsi smo en delček tega pretoka, In prav zanimivo je poskus, ki je pravzaprav pred dobrim letom in pol nas spodbudil k temu, da so japonski strokovnjaki za prometno stroko naredili en eksperiment, ki so spravili avtomobile v krog in so potem vsakemu vozniku rekli, da naj vozi ves čas z enako hitrostjo. Ampak ljudje delamo napake, in to je pač nismo skoncentrirani, nismo pač pri stvari, in samo en je nekoliko spremenil vozniški slog in se je v tistem krogu stvar spremenila. Mi smo to naredili na televiziji Sloveniji, smo ta eksperiment tudi sami izvedli, dokazali, da to res funkcionira, in to, da en zavre in se ustavi, je tisto, kar moramo vsi skupaj preprečiti, ker ko smo mi ta eksperiment naredili v Sloveniji, smo dokazali, da 100 že stoji 8 minut. In k čemur mi zdaj pravzaprav stremimo v nadaljevanju je, da če odmislimo vse teorije 2 sekund, pa 100 metrov, pa prevoziš pike, pa kako ocenjuješ varnostno razdaljo, Varnostna razdalja mora biti, ali vozniški slog mora biti tak, da ti narediš vse za to, da gre tekoče po avtocesti, da se ne ustaviš. Ker takoj, ko se ustaviš, si špilferderbar, in nekdo bo zaradi tebe stal v koloni čez 100 avtomobilov 8 minut. Naslednjič boš to ti. Mi smo opazovali dogajanja v tem tednu bolj intenzivno kot sicer. Imamo seveda pač neke inštrumente, nadzorne kamere in tako dalje. Zdaj, nam se je zdelo, da se v določenih trenutkih ljudje res trudijo. To se pravi, da si imel občutek, da je to kolektivna zavest in kolektivna akcija, da se trudijo ne ustaviti se, in to je bilo super, to je dober občutek, ker tudi ti, ko se mimo pelješ, imaš dober občutek, da še nekdo drug misli nate, ne samo ti nase, kar smo morda malo pozabili Slovenci v preteklosti. In ne nazadnje bodimo fair en do drugega. To je recept, edini jaz mislim. In mi moramo to vedeti, vaše sporočilo je jasno, obremenitve so navzgor. Ne iščemo zdaj 6 voznih pasov, ne vem, če so že. To je dejstvo, ki ga imamo. Jutri ga bomo imeli, naslednje leto ga bomo imeli, 10 let ga bomo še imeli, to dejstvo. In kar lahko naredimo je, in dokazali ste, voznice in vozniki ste dokazali, da lahko že nek odstotek voznikov spremeni za 2 do 5 odstotka.
Ne? Se pravi, so skrajšali čas potovanja za nekaj minut. Pa če vzamemo minuto na dan, pa 2 minuti na dan, pa cel teden, pa mesec, pa leta. Pa dodajva na to še varnost, manj stresna vožnja, manjša poraba avtomobila. Tako ne. Je to varnostni moment zelo velik. No in če to vse skupaj zmnožimo, dobimo najbrž v življenju nekaj tednov ali pa kakšen mesec. Kakorkoli obračaš. Če premislimo, da zakaj ga ne bi preživeli kje drugje, ampak v avtu, stoječi v koloni, mislim, da so tisti pravi junaki, ki razmišljajo tako, da bi raje stali.